Kaj je namen današnje konference, ki poteka na Gospodarski zbornici Slovenije? Ja, namen je predvsem strokovno srečanje na temo upravljanja terjatev. Vemo, da to je vedno bolj pomembna tema, sploh ko gre za čezmejno poslovanje. Evropska unija ima tu sploh poseben interes, ko gre za mala in srednja podjetja, da jih nekako spodbudi k večjemu čezmejnemu poslovanju, s tem, da se morajo zavedati tudi, kakšni so pa riziki, postopki in kakšna so konec koncev tista ključna tveganja, ki jih je možno recimo temu zminimizirati. Na tem segmentu se pravi, je Evropska komisija zelo dejavna in tu smo se na Gospodarski zbornici Slovenije povezali z Evropsko komisijo, ki organizira takšne predstavitve tudi v vseh ostalih državah članicah. Mislim, da to je že 13. konferenca na to temo, ki tokrat poteka seveda v Sloveniji. Zdaj, seveda, treba se zavedati nekaterih določenih ključnih načel, ko gre za mala in srednja podjetja. Prvo kot prvo imajo pomanjkljivo znanje, so v neugodnem položaju, ker so v razmerju do velikih poslovnih partnerjev, še posebej pa iz tujine, v bistveno slabšem položaju, pogajalskem, če lahko tako rečemo. In seveda namen današnjega srečanja je jim dati nekaj koristnih nasvetov, informacij, kako se zavarovati pri sklepanju pogodb, kako v bistvu učinkovito izterjati dolgove in kaj vse je treba narediti v tisti vmesni fazi, zato seveda, da bo možnost predvsem poplačila čim večja in da do poplačila sploh pride. Gospodarska zbornica Slovenije se je aktivno povezala z Evropsko komisijo. Mi smo že imeli v bistvu skoraj identičen projekt z konkretnimi vsebinami, ki so tudi danes predstavljene in se nekako obnavljajo, ker je seveda zelo smiselno, da se te vsebine ponavljajo iz leta v leto, iz meseca v mesec, da se nekako usedejo v glave naših članov in gospodarskih subjektov. Na to temo smo izdali tudi en, verjamemo, zelo koristen priročnik, ki ga še vedno ponujamo seveda vsem tistim, ki jih te stvari zanimajo. Seveda so pa tudi dodatne informacije, ki prav iz današnje konference izhajajo in bodo tudi objavljene na spletnih straneh, tako Gospodarske zbornice Slovenije kot tudi Evropske komisije. Mislimo, da je srečanje zelo uspešno, seveda pa je uspešnost treba ocenjevati potem, koliko bo to potem v dejansko poslovni praksi se izvajalo in uporabljalo.